cenjena zbrana protestna množica. Najprej pa sem pozdravil in lepo je, da me poslušate v tolikšnem številu. Zdaj imamo pol kratek z današnjim dnem 31. julijem leta 2020 o polnoči odstopam kot predsednik vlade Republike Slovenije. Tudi današnji odločitev sem sprejel povsem samostojno. Še potovalcev nimam, ker kakor je to bilo v navadi pri politično šibkejših. Tako sem ravnal vedno v življenju. O tem obstojajo številni dokazi. Tudi kar zadeva Vardo, neonaciste, pregon migrantov, anarhistov in nedavno ograjen Trg Republike. Za vse ta povega sem jaz izdajal čisto samostojno. Tega sem bil vedno vajen. Tako kot sem ravnal tudi v najhujših trenutkih med osamosvojitveno vojno. Popolnoma na svoje roko. Ali kdo ve, da sem večino člankov za portal Nova24 in tednik Demokracija spisal sam, pseudonimom. Kadar mi novinarsko delo ni bilo dovolj, sem nesebično pomagal kolegom, saj so velikokrat komaj še prikrivali svoje nesposobnosti. Zadnji intervju z ministrom Simonitjem je tako izključno moje delo. In za tem besedami stojim in še v tem trenutku, ko vas nepreklicno zapuščam. To bodi, recimo, moj labodi spet. Socialistični mladinec, komunist, protivojni aktivist in mirovnik, nacionalist, liberalec, socialni demokrat in na vse zadnje fašist oziroma desni populist. Tokrat, temu lahko rečemo, tokrat totalitarne usmeritve. To je moja prizadevanja za politično pestrost in živahen politični utrip v prelepi Sloveniji, znova označili za janšizem, sem spoznal, da tako ne gre več naprej. Stvari so postale kratko malo preosebne. In zato sem resno prizadet. Zmanjkalo mi je tudi ideoloških inovacij, ki bi lahko še bolj razburkal politično prizorišče. In kakor dobro sami veste, se ne rad ponavljam. Prisluhnil sem tudi zamislim vaših protestov v vašim skupščinam, no, da med tam izraženimi zamislimi se ujemajo tudi z mojimi. Nekatere podvajajo tiste, do katerih sem prišel že davno, še preden je večina med vami se sploh rodila, a sem jih v dolgoletnem burnem političnem vsakdanjiku ni posrečeval v dejanju. S temi zamislimi se ukvarjate sami, če vas bodo ostanki tranzicijske levice oziroma vaši duhovni strici, tete in njihov stavni red seveda to dopust. Zdaj ste čisto sami. Na moje pomoči nikakor ne računate več. S političnim partnerji in nasprotniki ravnajte vse tako neusmiljeno, kot sem ravnal tudi sam. Prizanesljivi bodite do mojih najbližjih, teh pa ni tako veliko. Sojeniti bo zagotovo prehitro in v glavnem nepravično se v bistvu vam zapuščam tako globoko državo, da še nikdar tako polno upošteval moj doprinos državi Sloveniji, k njeni družbeni in politični dinamiki.
bogato biografijo in bibliografijo. V zaporu in zaporiškega življenja sem tudi vedoro vajen. Bi rad imel, recimo, pisani stroj, svičnik in dovolj papirja, da se lahko vrnem predolgo prirezanim korenim. Kriza COVID je bila moj zadnji poskus, da ustvarim svet, kot so si ga zamislil polni anšizma, svet diktature. Zdaj tudi preostanek življenja rad preživel v svojih lastnih mislih, brez laži, ga ne vedam, in v pričakovanju rednih obiskov svojega dragega, vedno pokončnega prijatelja in učitelja Viktorja Orbana, predvsem v pričo svoje družine. Srečno Slovenija, naj bo tvoja naslednja vlada vsaj pol toliko uspešna, kot si bili vse moje.